Živijo v novem vlogu. Mi smo se zbudili v zelo lepo sončno jutro, tako da nadaljujemo pot proti dolini Tet, kjer bomo, upam, da šli na sprehod do enega slapu in potem v tej dolini tudi prespali. Slap Grunasi se nahaja na zahodnem pobočju doline Tet. Začne se ob zahodnem vznožju vrha Boši, kjer skozi apnenčasto pobočje oblikuje ozko skalnato korito, nato pa voda prosto pade v manjše jezerce z višine 25 metrov. Zaradi neverjetne lepote je od leta 2002 razglašen za naravni spomenik. Smo se sprehodili do tega slapu in nam je bil kar všeč, res je vodnat in visok. Malo je sicer zoperen, ker ful piha, dost piha tam pod slapom in pol v vodo prši, tako da so komike poslikala in posnela. Je pa drugače res ful lepo, že sama vožnja, da sem je bila res neverjetna. Ful so še zasneženi hribi, vmes, ko smo šli čez prelaz, ki je malo višji, mislim, da je na nekih 1500 metrov, je še kar konkretno snega bilo ob cesti. No ja, gremo pa zdaj nazaj proti osrčju doline, zato ker je tam edino dober signal, da bomo lahko delala. Tukaj naprej v dolini je vedno slabši. Sicer so zato malo nesrečna, ker sva videla, da je tam že ful velik kemperjev parkiranih, tako da ne bomo neki ful uživali, ampak nimamo druge izbire na žalost. Dobro jutro, mi smo prespali na tem placu z ful velik kemperji, mislim, da jih je bilo 15 do 20 poleg naju, kar je res za najin okus preveč in so se počutila kakor v kempu, čeprav razgled je bil res lep, to moramo priznati. Tako da danes jutri smo se že malo zgodaj zbudili in gremo do izhodišča od enega izvira. Baje je kar lep, vse skupaj je tja in nazaj okrog 5 km, se mi zdi. Pa tudi cesta do izhodišča je asfaltirana, čist na novo. Včasih so do tja vozili z terenci, domačini, turiste, zdaj se pa lahko kar sam pripeleš.
Modro oko je kotanja s površino približno 100 km2 in globino približno 4 do 5 metrov, ki jo tvori tok Črne reke. Slednja se napaja predvsem s taljenjem snega. Kotanja se sicer nahaja med skalnatimi in zelenimi pobočji, zaradi česar je voda prekrasne modre barve. Danes smo šli pol peš do tega modrega očesa oziroma Sirikalterja in nam je bil res všeč že sam ta tolmunček na koncu s slapom, ampak tudi že sama pot je ful lepa, tako da smo res uživali. Sva pa pol danes načeloma mislim, da iti že nazaj dol, ven iz Tetha, ampak nam je bilo tukaj toliko všeč, da smo ostali še celo popoldne tukaj in se bomo zdaj nazaj v Teth vas peljali, kjer bomo imeli internet, da bo lahko delala. Tukaj že ni bil dovolj dober signal, da bi ostali. Tako da ja. Ja, sicer je vmes že začel delati, pa smo se že razveselili, da bomo lahko tle ostali, ampak žal se moramo vrniti med milijon kemperjev. Sicer so bili tudi tukaj, ampak bo razporejeni, tako da je bilo vsem veliko lepše. Se odpravljamo iz doline Tet, v bistvu nam je bila ful všeč, res je taka lepa, slikovita dolina, tudi te dva pohoda sta nama bila zelo lepa, sicer malo je zoprno, ker za kemper ni glih veliko primernih prostorov za parkirati, sploh da bi še internet delal, kar sva že povedala, sploh je slabo, ker je zelo veliko kemperjev tukaj in se pol vsi zelo nagnetajo, tako da glih nekega miru nimaš, ampak sama dolina in pot do doline je pa res ful lepa, v bistvu nam je bila malo bolj všeč kakor Valbona, ker je bolj slikovita, pa z višjimi gorami obdana, oziroma bolj je taka zaprta z gorami, kakor Valbona. Gremo pa danes naprej, v bistvu, ker se nam že kar mudi. Moramo pa tudi povedati, zakaj se nam mudi. V bistvu tega še nisva javno trobila, tako da bova zdaj povedala. V bistvu imamo plan do konca maja priti v Slovenijo, zato ker je treba spet smotan tehnični delati. Ampak to ne pomeni, da se za stalno vračamo v Slovenijo. V bistvu upamo, da bomo čim manj časa tam. Zrihtati imamo poleg tehničnega še kar veliko stvari. To pa zato, ker imamo poletje potem namen preživeti v francoskih Alpah. Za pozimi imamo pa kar take optimistične in malo drugačne plane, kakor so bili do zdaj. Ne bi še čisto povedala, kam gremo, zato ker je treba res še veliko stvari takrat urediti in ne vemo, če se bo vse poklapalo, da bomo do tja res prišli. Ampak ja, je pa zato treba kemper ustrezno pripraviti, veliko stvari kupiti, zrihtati in ja, še veliko drugih stvari, no. Ampak point je, da se nam zdaj mudi v Ljubljano in imamo še približno 2 tedna, da pridemo do Slovenije.
Danes bomo prespali na enem travniku ob enem majhnem jezercu, ki je v bistvu čez zraven Skadarskega jezera, tako da, ko smo se sem dol vozili, smo v ozadju tudi Skadarsko jezero gledali. Tukaj je res ful lepo, že ful poletno, zunaj je zdaj, ki je tema, že ful kresničk, cel dan sva drugač bila v viseči mreži in uživala v zelo cvetoči pokrajini, tako da je res ful lepo. Ja, bomo pa zdaj zvečer še ogenj zakurali, ene hrenovke imamo še v hladilniku, tako da jih bomo malo vračala nad ognjem in upava, da bo lep večer. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.